Ta didaktični komplet je pravzaprav strnjeno v škatli nekaj mojega znanja pač, ali pa kar sem lahko razvila ali pa dala na področju začetnega opismenjevanja, svojega razmišljanja. Gre za en opismenjevalni zvezek, ki sem ga že pred leti začela uporabljati, sicer v drugačni obliki, zdaj je pa ustrukturirani kot neke vrste stavnica, nastal za v komplet. Potem komplet vsebuje tudi vodnik za učitelje in druge strokovne delavce, s katerim si lahko učitelj pomaga razvijati predvsem ta prvi dve osnovni komunikacijski veščini, torej poslušanje in govorjenje, in je nastal v avtorstvu moje kolegice, slavistke Manje Voglar, in je kot del tega kompleta. Potem sem pa opremila ta didaktični komplet še z lesenimi črkami, malimi in velikimi tiskanimi, zato ker sem prepričana, da je fajn otrokom ponuditi eno in drugo, da ni samo velike tiskane črke, niso tiste, ki nujno morajo biti prve osvajane, ker je okrog nas vse napisano v malih tiskanih črkah. Potem je pa še en priročnik zraven in tabla, na katero lahko otroci sestavljajo besede iz teh črk. Zraven so pa kartončki, na katerih so sličice, in potem otroci lahko, ko opazujejo te sličice, sestavljajo besede in se potem sami preverjajo, ne, se pravi na zadnji strani, na hrbtni strani je pa potem napisano z velikimi tiskanimi, malimi tiskanimi in celo s pisanimi, da se nekje po poti soočajo že z vsemi pisavami. Škatlo se lahko tako uporablja, da morajo starši pomagati, sugerirati, kaj bi delali, in so tudi notri v zvezku zapisani določene predlogi, določene sugestije, kako naj se to uporablja. Za nekatere otroke, ki imajo mogoče že neka druga predznanja ali pa izkušnje, je komplet narejen tako, da ga otroci sami začnejo uporabljati in sami točno vejo, kaj hočejo z njim in kam hočejo napredovati. Spet tretji rabijo zelo močno strokovno podporo z vodnikom v roki, naprimer, da se otroka uči poslušati in govoriti, naprimer. Tako da moj namen je predvsem ta, in to bi želela sporočiti tistim, ki bojo to poslušali, ne prodati ta komplet, ki je delček nekega vedenja zapakirano eno škatlo. Predvsem si želim, če že kaj, da bi lahko moj pogled na začetno opismenjevanje prišel še do večjega števila otrok in do tistih zainteresiranih učiteljev, ki si pa mogoče želijo poskusiti tudi drugačnega pristopa opismenjevanja, zato ker moram pa to povedati in s tem zaključiti, da si ne domišljam, da sem naredila nekaj odličnega, si pa upam domišljati, da sem naredila eno od alternativ, ki lahko ponudi več možnosti. Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine je pravzaprav prišla nekako naključno, ampak naključne stvari, ne, takšne so najbolj iskrive in srčne na koncu. Ko sem se lotevala izdaje tega kompleta, sem naletela na tisto, o čemer pa sem res popolnoma nevešča, se pravi, kako zdaj to dati ven v svet, ne. Potem sem začela ugotavljati, če se seveda da to kakšni založbi, potem so začeli mi neke ideje tudi dajati, da bi nekaj spreminjali, pa nekaj zdaj pa trda, kakor sem okrog tega, sem rekla, ne, potem pa to ni več isto, in so me potem spodbudili, da sem šla v samo založbo in sem seveda potrebovala sponzorje, katerim se na tem mestu prav vsem, ki so mi na kakršenkoli način pomagali, res iskreno zahvaljujem, ker brez njih ne bi tega zmogla uresničiti. In tako se je tudi potem, ko sem že izdala ta komplet, se je pozitivno odzvala na mojo prošnjo za pomoč krajevna skupnost mestne četrti Krško in so to pomoč izvedli v nakupu 8 kompletov. Zelo se jim zahvaljujem za to. Oni so pa potem prišli na to, tudi se mi zdi zelo dobra ideja, da to podarijo Zvezi prijateljev mladine. Zveza prijateljev mladine je prišla nekako na idejo spontano, da bi lahko mi pomagala organizirati ta prvo predstavitev v domačem kraju, no in še naprej toliko lepše, da bojo te inštrumenti prišli v roke, kamor so namenjeni otrokom in učiteljem, se pravi
da jih bojo podarili 8 osnovnim šolam okrog.